Novomeški galeriji Krka tokrat razstavlja Katjuša Rojac, ki se je rodila leta 1954 v Kopru, diplomirala pa je na Fakulteti za družbene vede. Tokrat predstavlja svoje modiljanke in ženske portrete v modiljanski tehniki. O svoji razstavi ni prav enostavno kaj povedati, ampak vendar. To je razstava, ki je plod mojega 10-letnega dela. Prvo modiljanko sem namreč oblikovala leta 2002 in to je kip Madame Pompadour, ki je tudi na razstavi, kajti ona ne bo šla nikoli iz mojega ateljeja. Sicer je pa v teh 10 letih nastalo 65 modiljank. Tukaj je razstavljenih 38, na 7 plakatih pa lahko vidite še tiste kipe, ki so sicer našli svoj dom in v tujini in doma, v javnih in v zasebnih zbirkah. Leta 2000 se je vključila v kiparski atelje akademskega slikarja Boštjana Novaka in nadaljevala študij kiparstva. V slika Amedeja Modiljanija je avtorica cikla Modiljanke, zagledana že od rane mladosti, in hrepenenje po delih tega velikega strastnega slikarja ji je narekovalo pot prehoda iz slike v kip, ki pomeni bližino in intimen stik z njegovimi umetninami. Modiljani je moja dolgoletna ljubezen. V bistvu sem ga srečala kot gimnazijka in sem se takrat tako zagledala v njegove slike, zlasti slike, kipe niti ne, da sem si v bistvu obljubila, da bom nekoč lastnica ene njegove slike. Tedaj seveda nisem vedela, koliko so njegove slike vredne, ampak to upanje ni nikoli umrlo. In ko sem začela kipariti konec 90-ih let in je moje znanje prišlo do takega nivoja, da sem si drznila narediti tudi prve kipe, je ta ljubezen zopet privrela na dan. In tedaj sem začutila, da lahko njegove dvodimenzionalne slike spremenim v trodimenzionalen kip. Modiljanjevi občuteno izpostavljeni dekliški akti, ustvarjeni pod vplivom afriške skulpture, so izpolnjeni z nezgrešljivo čutno poetičnostjo. Takrat sem se namreč zavedla tudi, da jaz njegovih slik nikoli nisem gledala dvodimenzionalno, ampak vedno trodimenzionalno. In zato nisem pri tem prehodu v bistvu niti ne imela kakšnih velikih težav. Z glino se je sicer srečala že v otroštvu, v svet pravega oblikovanja v tem materialu, ki ostaja njen priljubljeni in edini, pa je vstopila konec 90-ih. Glina je bila moja velika strast že v osnovni šoli, ampak to so bile tiste skulpturce kot muhe enodnevnice, veste. Nekaj si naredil, dal si na sonček, da bi se posušilo, na kar je razpadlo. Sicer pa naša sogovornica od leta 1996 opravlja delo galeristke kot voditeljica Galerije Loterije Slovenije v Ljubljani. Jaz sem že od ustanovitve Galerije Loterije Slovenije njena kustodinja in vodja. Ta galerija je bila ustanovljena leta 1996 z namenom, da pomagamo iz anonimnosti mladim, neznanim umetnikom invalidom. Tu pa tam pa seveda rade volje gostimo tudi kakšno znano ime. V 17 letih se je pri nas zvrstilo že skoraj 300 ustvarjalcev, postavili smo pa več kot 250 razstav. V prestolnici sodelujejo tudi na tako imenovani bazarski galeriji. Ja, to je pa bazar Mednarodnega združenja žensk Sila, ki vsako leto v začetku decembra postavi dobrodelen bazar, zadnja leta na Gospodarskem razstavišču, in tam sem 6 let vodila tudi to stojnico, na kateri smo prodajale v bistvu umetniška dela. Razstava bo v Galeriji Krka na ogled do 8. novembra. Za glasbeni utrinek sta sicer poskrbela Ana Vipotnik na vokalu in Igor Leonardi na kitari. Se calda come baci che ho